prav, čisto sem, ker ste se vzeli čas in prišli na tale večer. Seveda prav lep pozdrav gospodu Petru Amaletiju. Maja Pupis se je žal opravičila zaradi neodložljivih obveznosti, enako gospod župan, ampak bom rekla, dela štejejo, tako nekako. Današnji večer je pravzaprav, naslovili smo ga Novi blejski zakladi, in je sodi po eni strani v okvir praznovanj blejskega občinskega praznika, ki je bil 10. april, in pa seveda spominu Tonetu Svetini. Tone Svetina je umrl 14.4.1998 in je na neke vrste obletnica njegove smrti, čeprav ni okrogla, ampak kljub temu. In zdi se mi, da je Tone Svetina, pa lahko bi rekli, da še kdo iz njegovih krogov, po mojem mnenju Matej Bor, postajata čedalje bolj aktualna avtorja. Tone Svetina se zdi za Bled pač predstavlja enega od mnogih Blejcev, ki so na Bledu pustili pomembne sledi. Bil je, tukaj je živel, tukaj je delal, hvala Bogu se ga še spominjamo, zaenkrat smo še tisti, ki se ga lahko spominjamo, ostala je pa seveda številna zapuščina, tako literarna kot kiparska, in se zdi, da ena in druga postajata, kot pravim, aktualna, zlasti v luči teh zadnjih dogodkov, to se pravi vojen in posledično migracij, begunstva, bomb, zaenkrat solzivca na grško-makedonski meji in vsega, kar je. Zdi se mi, da so njegovi kipi iz odpadnih delov orožja čedalje bolj povedni, čedalje več nam govorijo. Roman Vojna vojni, ravno tako, se zdi eden izrazitih tekstov, proti vojnih tekstov. In v tej luči se mi zdi, ti Svetinovi teksti res pridobivajo na svoji teži, pridobivajo na svoji aktualnosti in je to literatura, zlasti Vojna vojni, ki bi jo morali ponovno brati. No, na temo Toneta Svetina se nismo srečali prvič. Tako če poznam z neko kronologijo, tak prvi dogodek je bil decembra leta 2008, ko smo se zbrali ob 10-letnici njegove smrti. Naš gost je bil ravno tako Peter Amaleti in pobudnica za tisti dogodek je bila ravno tako Maja Pupis, ki nas je na nek način povezala, da smo takrat organizirali dogodek. Dr. Borut Rus je pripravil svoje spomine takrat in potem nam je te spomine tudi napisal in zapustil. Ta trenutek zdaj so na razstavi, drugače so pa objavljeni na naši domači strani in so pravzaprav dosegljivi kadarkoli. Naslednji tak dogodek, takrat smo skratka tudi pripravili razstavo z knjig Toneta Svetine, tudi danes je vsaj en del tamle in je ravno tako možno pogledati njegova dela, že izdana in tiskana dela. No, naslednji tak dogodek je bil december leta 2011, Eden za vse ali Mihajlovo maščevanje. Takrat smo predstavili azerbejdžansko-slovensko društvo in pa njegove aktivnosti in pa roman, avtor je Peter Amaleti, Eden za vse ali Mihajlovo maščevanje, kaj ti Svetina v Ukani omenja Azerbejdžana, pravzaprav takrat je bil Rus, danes vemo, da je bil Azerbejdžanc, Mehdi Huseinadzu ali Mihajl, ki ima zanimivo življenjsko zgodbo, pripeljala ga pa je med slovenske partizane na Primorskem in tam je za slovensko svobodo tudi padel, pokopan je na Čekovanu. Skratka, zelo je Peter Amaleti, ti dve knjige sta ravno tako tamle, in napisal o njem roman, kot pravim še enkrat, se pa nanaša direktno na Svetinovo Ukano, tam je ta Mihajlo prvič postal literarni junak.
Še enkrat smo se potem zbrali leta 12. decembra 2012, kjer smo govorili predvsem o sporočilih civilizacije skozi kiparstvo Toneta Svetina. Takrat je bila naša gostja tudi Neža Maurer. Neža Maurer, pesnica, je bila dolgoletna prijateljica Toneta Svetina, velikokrat je obiskovala. Danes je gospa žal v domu za ostarele, ampak kljub temu marsikaj lepega nam je povedala. In zadnjo tako spominjanje je bilo lansko leto, novembra, ko je Javni sklad za kulturne dejavnosti Slovenije tukaj organiziralo srečanje pisateljev, teh ljubiteljskih pisateljev, in je bilo posvečeno to srečanje 90-letnici rojstva Toneta Svetina. Takrat smo tudi vse udeležence zaprosili, če to je nekako še kol način povezan s Tonetom Svetinom, karkoli, in eden od gospodov, Stane Pečak, nam je prijazno postal kratko zgodbico, kako in kaj srečuje v Mariboru enega izmed njegovih kipov. Ravno tako je ta trenutek na razstavi in pa objavljen na naši domači strani v rubriki Domoznanstvo, torej ravno tako vaš čas dosegljiv. No, to je bilo na kratko zgodovina, zdaj pa se premaknemo k današnjemu dogodku in bi kar predala besedo Petru Amaletiju, da vam malce pove, no ne povem, da je Peter Amaleti zadnji založnik Toneta Svetina, da sta imela prav poseben več kot založniški dober odnos, bi lahko rekla. Kar izvolite. Hvala lepa. Tudi jaz bi se najprej zahvalil vam in knjižnici, da pač obuja in skrbi za spomin lik in delo našega Toneta Svetine, vašega, našega. V vsakem primeru je bil on eno desetletje, dve, bi rekel, najbolj slovenski pisatelj, še zlasti, če to merimo po nakladah, ki so njegove knjige dosegale. Tudi jaz sem z njim začel sodelovati v trenutku, ko se je odločil, da ne bo več v Kane izdajal z založbo Borec, mislim, da je bila. Do tega je pa šlo iz preprostega razloga, ker jaz sem imel, namreč ustanovil sem pred 29 leti založbo, ampak takrat sem se jaz preživljal kot pianist po hoteli. In tudi, ko sem imel založbo, že zelo uspešno sem še naprej igral. In sem prišel in sem tle v Bunkerbaru, to v Bunkerbaru, ko so imeli ribo restauracijo, sem igral 2 meseca. No in takrat je enkrat prišel sin od Svetine, Vojko. No in potem je pač prišel, da sem šel kasneje, ko sem nekaj igral. To sem tudi zadnjič še veliko igral kot pianist po hotelih, ker takrat so te knjige moje tako dobro prodajale, da pol nisem več videl razloga, da bi sebe prodajal še ne tam svoj čas. No in hoče reči, da najno prvo sodelovanje je bilo zelo fantastično. Takrat so bili drugi časi, ko smo razpisala za Vukano 5, mislim, da je Vukana 500, 4, Vukano 5 rečemo. Ko so prednaročila razpisala, so dobila 3000 prednaročila, kar je... No, ampak potem smo imeli tudi velike zaplete, jaz sem bil takrat tudi mlad založnik, pa naivni tako, in v enem se tudi nisem zavedal, da s tem, ko se povežem z Tonetom Svetino, se v bistvu, takrat so bile neke 2, pa več frakcij, ampak pomembnih, ne, in jaz takrat v tistem času, ko sem predtem izdajal, bi rekel, recimo o presu komunizma, od Jerne Ardilfana, sem izdal oba pred tem knjigo, ki je bila temelj, kdo se spomni, to je bila temelj dekarbonizacije Slovenije in začetek demokratične fronte in pa spoglavni vsi tisti, ki so kasneje to delali, so skratka hočem reči, in zato
sem pač slučajno, je bila moja lektorca za takrat urednica iz Nove revije, ne, in sem dal njej Spetinovo knjigo, da mi uredi, ne, besedilo pač dokončno in imel sem 3000 prednaročil, potem pa ni vdala, pa čakam, pa sem klical, pa rekel, ja, sem da 160, nisem pa. Skratka, to je bolj to, on mi razložil, da to je diverzija. Bila zato, da so bili še bolj živčni, tako naprej, ne, se je to uredilo, ampak pri tem napisu te knjige je prišlo še do enega problema, mislim, nesreče, bi rekel, namreč tam, kjer so vezali to knjigo, ki je bila natisnjena, je prišlo do požara in je zgorela cela ona hiša in je pa Tone tudi to interpretiral, da je to v resnici zaradi tega, ker je bila njegova knjiga tam. Zdaj, jaz mu to sicer nisem verjel, ne. Pa še marsi česa, kar je on govoril, mu nisem mogel verjeti, ne. Čeprav je pozneje čas pokazal, da je on več ali manj vse točno povedal, kaj bo različnih ravneh. V vsakem primeru je bil on eden najbolj razgledanih Slovencev iz te generacije, ne, pa tudi obenem pa je bil tudi umetniško razširjen in so ga zanimale stvari, kot drugače lovcev, pa planincev niti ne zanima, kakoli bi rekel. Tako da, zdaj jaz o njegovem življenju pa to ne bom to govoril, ker tele ste domačini in tako naprej, ni tazga razloga. No, ampak in potem ta Ukana, namreč pri Tonetu je bilo tako, da on si ni razmišljeval, njemu se ni bilo treba razmišljevati. On je pisal tako, kot je bilo, ne, in zato, kadar je on napovedal knjigo, so bili vsi, mislim, ne vsi, eni so bili zelo nervozni, kaj bo noter, ne, to so bile napete scene, ne. Zdaj, recimo, če gledamo tudi, kako danes te boje domobrance in tako naprej, ne, o tem kot neko odkritje, ampak v resnici je on to že v tretji Ukani, se mi zdi, v tretji Ukani on to predstavil, s tem, da je za to dobil dovoljenje osebno od Tita, ne. Družil se je pa bolj z Jovanko sicer, kot s Titom, ne, sam je pač kot sosed, ne, tako da, ker je tle živel na Mlinu, on že v mladosti, ne, se je kot otrok se je igral z naslednikom Petrom pa drugimi temi kraljevskimi otročaji, ne, ker je bil njegov oče kraljevski bogar, ne, v tem smislu. Imel ima nenavadno usodo že tako, ne. Verjetno, no in tudi se mi zdi to, da je postal pisatelj, je bilo pač ne naključje, ne, ni slučaj, ampak ker v resnici on je napisal par črtic za Planinski vestnik o gorah pa o lovu, zdaj to so ne vem, katere podrozbe, ampak in ko je dobil tako pol, bi rekel, topel odziv od bralcev, pa tistih urednikov, je potem napisal to Dašo Lovčevo hči in s to je, bi rekel, zaslovela. Lovčeva hči je v bistvu taka ljudska povest, ne. Uvedem je tle treba povedati, da kakorkoli je bil on je bil erudit velik, ne, z njim ste lahko, ne, in tudi ste preživali lahko ure in ure v pogovorih in nikoli se ni ponavljal, nikoli ne bil dolgočasen. Včasih se je ponavljal, začel pol tam proti jutru, ko že vseeno malo več popil, ko nikoli bo pijan, ne, nisem bil pijan, da pa smo pili pa vseeno, ne. Pol, če so bile, najraš imel, če sem ga obiskal, da so bile že kakšna ženska zraven, ne. Se to je normalno, ko je zmerno boljše, če še ženska obiskal. In pol ono, 2-3 po noči, pol je začel nekaj govoriti, zmeral o nekih osmicah, za ženske osmice, razne dela in tako naprej. No, ampak to je bilo 2-3 pred tem, pa po večeri je pa redno, vsakič, obiskal sem ga pa, bi rekel, 30-krat, on je imel dolge knjige in jaz sem bil njegov urednik in sem urejal besedila in sem pol hodil se posvetovati, kaj je htel, kako na to in tako in pa še rad sem hodil itak na vedko in brat pa. In je potem, zdaj, kar ste prej tako prijazno omenila tega Mihajla, ne, to moj prvi roman, ne, in ne, je pol je bilo tako, da po Sladici, ker je tista njegova sestra, je zmerom odlično kuhala, mislim, lahko bi tudi krat prišel jesti, da ne slabše vse, da ne bo
poslušal kot vse drugo, ampak zmerom, kar nekako, po njegovem mnenju je on v Ukani premalo mesta posvetil Mihajlu, kot si ga je zaslužil, glede na tisti seznam vseh ljudi, ki je tukaj predstavljal, ker je bil tako pomemben, tudi za preko narodno osvobodilno borbo na Primorskem in tako naprej. Pa za njega osebno, ker sta bila velika prijatelja, ker sta skup stražila in poživljala, sta bila v isti brigadi, in je dosti vedel od njega osebno in tako naprej in je ogromno vedel, tako da jaz upam, da sem pol v tistem delu, kar sem si izmišljoval, kar sem si dosti moral izmišljati, da sem govoril iz tistega vsega, kaj on v mene vlival, kot da bi slutil intuitivno, da bom pa jaz od tega junaka pol predstavil, kot da on ni mogel ukraniti, ker mi je govoril zato, ker je pri drugih heroji ljubosumni. Že tako je bil problem, ker je tudi drugega Tomota Poljaka slavil, pohvalil in zdaj preveč tujcev, pa bo mu rekel Tone, kje so pa slovenski junaki, ne? Ker on je moral paziti, da so pač predoval vsih koza cela, ne bi bil mojster, tako gledamo, glede na to, da pač pomemben je za nas, ne samo za tega, ker je razkril to brezoto, ampak to še najmanj, samo noben tega ne izpostavi, ne? Čeprav vsi vemo, da so v 70-ih letih Ukane, pa 1, 2, 3 Ukane bile v skoraj vsakem slovenskem domu. Še domobranci so jih kupovali, ker so tudi domobranci nastopali, pa tudi ne v čisto negativni luči, ne? Ker tle je bil njegov prispevek literarno, zgodovinski za naš razvoj slovenskega romana je bil ravno temu, ker iz tistega socrealizma, ne, pa tudi čistega realizma, ne, šel v čisti realizem in tam pa je šel tudi naprej, ne, ker Ukana je v enem tudi še zlasti prva, ker prvo je najbolj delal, najbolj gradil in sestavljal in delal in ta je resnično klasična mojstrovina vojnega romana na svetu, kjerkoli bi to išlo v tujem jeziku. Jaz sem nekoč, to so se dogovarjala, da bom pa prevedel nekoč v angleščino še Ukana. Mogoče bi to kdaj še naredil, ampak pustili. Hočem reči to, da kasneje v Ukani 2, 3, 4 je enostavno je tudi spremenil malo koncept, ker enostavno pol je začel pa zelo sistematično predstavljati vse te leta vojne, ki so se pol 42. srečne Ukana oktobra, približno ne. To je čas, ko se je on vrnil. Konec se je zlasti izkušnjo pisoval, ne. On se je vrnil 42. leta na prvi dopust, ki je bil tlele poklican, pa je bil na vzhodni fronti. In ko se je vrnil, je imel že prej dogovorjeno, da je že, ali ne vem, da je na koncu dopusta, ali ko je že prihajal na dopust, da je mislim, da v Celovcu, če se ne motim, je pol pobegnil partizane, gor v hribe, tle pa čez karavanke, ne, in je prišel pa v gradni po brigado in tam se začne Ukana, ampak potem je ta knjiga tako bila priljubljena, tako razširjena, vsi so ga obletavali, vsi so mu poznavljali informacije, kaj se zgodilo tam, kaj se zgodilo tam in tako naprej. In potem je ta knjiga že druga in tretja in četrta, tega to bolj sta postali pa reč že tudi bolj dokumentarno stvarni opis za malo zgodb, ni tako kot je prva, ker so psihološko obliku znaki prikazani in tako naprej. Zdaj, v enem ta, ne samo, da je Tone Svetina za mene bil pomemben kot založnik, ker pač sem imel 3000 naročila, ne. Čeprav po kasnejšimi knjigami sem imel zakupal s njegovami, vseh mogoče prezlogo, ampak zanimivo je tudi še čisto naključje moje osebno, ne, v temu, da jaz, ko sem bil v prvem razredu gimnazije, je moj profesor Vosnič, ko ga sicer nisem poslušal slovenščine, nisem ga niti cenil, niti spoštoval, niti ga nisem navrat, nič, ampak je nekaj pa rekel, kar sem pa pol začel delati. Svetoval je, vse me svetoval, da če beremo v knjigi in najdemo eno misel, ki nam nekaj pomeni, da se izpišemo van, ne. In to mi je rekel v prvem razredu gimnazije, nam je rekel, takrat sem pa ravno bral Toneta Svetina Ukano 1. Ne, takrat sem ga pa reč. Tako da prvega, ker sem, moram pa reči, da sem jaz na osnovi teh pol svojih izpiskov pri Tonetu, pa dal že tudi Ničevih misli, ki jih je noter dal, pri nas ni bilo
zdaj pripravljam največjo knjigo o aforizmu, mislim, se skupaj se začelo spet s to Tonetovo svetino Okana. In potem še tretji paradoks, kako sem pa z njim tesno bil povezan in zato sem pa tudi zdaj sedim, je pač še to, da pač sem to knjigo, ta moj roman, ki sem ga napisal na osnovi njegovih spominov, večinoma, ker je to moj glavni živi vir, ne, čeprav sem imel še tudi druge. No, ampak hoče to reči, da to knjigo jaz prvotno nisem koncipiral kot roman, ampak sem jo naročilo, da v bistvu v Kani 1, 2, 3 povečam navzočnost, to je bil nek projekt slovenskih podjetij, v katera Azerbajdžancem poklonil prevod in so meni naročili, da jaz Mihajlovo vlogo v Lukani povečam, pa da kaj važem ven, ampak v bistvu z Lukani ene nisem mogel iti enega stavka, pa razvač, ker je to umrlo, tam pa sam ne. Znač, praktično. No, tako da jaz sem to zato začel pisati, a ne. Upal sem se pa pisati svoj prvi roman, zato, ker je pač junak ta, je res junak, ne. Mihajlo je bil res junak in pa sem se rekel, zdaj, če imaš ti za roman junaka, ni tako težko napisati romana iz njega, ne, če je bil junak samo po sebi. Ja. No, tako da hoče reči, Tone mi je bil več kot založnik, lahko reči, da so bila prava prijatelja in da so se dosti let zružila, tudi poeziji do prve knjige sem upal še, mislim, da 3 druge, to so ponatisnila, tisto njegova prva najbolj uspešna, Lovčev hči. No, v enem pa sem jaz že preden sem ga sploh spoznal, sem tudi jaz njegov opus že prebral, ker je on bil eden redkih tehnik za moj opus slovenskih pisateljev, ki so bili zanimivi. No in moram reči, da recimo ona njegova stena, kjer opisuje to planinske doživetje, ne, da to je vrhunska literatura, ne, v bistvu nadaljuje ravno Juga, ki je začel s to literaturo, pa tudi Bartol, ne, ki je tudi to, ko je pisal o Jugu, kako je presodili pa več. Skratka, po drugi strani je recimo meni tudi Plečanka, ne, zdaj je vdova, ne, Marinka Pečjakova, ne, znate, moja prijateljica, moja avtorica, tudi bila gospodin. Ona recimo je bila una sirota, ena od sirot, ki je vpisoval Tone v tej knjigi Volčiči, ne, kaj so bili, niso bili tudi, ene sirote iz Bosne so bili, kaj se spomnite. No, življenje sirot, partizanskih sirot iz Bosne je zdaj pretresljivo, družinska zgodba. In Marinka mi je pa rekla, jaz se tudi, kot je napisal, tako je tudi bilo, ne, mislim, ona me ovira, ne, hoče reči ljudi, ki so sami lahko se pogovarjali z ljudmi, vsemi, ampak ni tudi samo govoril, ne, veste, je tudi poslušal druge, ne, tisto je bil zbit moda. Da ne bom predolg, ker v bistvu manje poslušalcev bolje treba biti kratek, ne, zdaj, posebej recimo je tudi še tle zanimivo omeniti uno njegovo knjigo, kjer govori o teh bratih Maslo. To je bila ena primorska družina, ki je mati rodila, mislim, da 8 sinov, pa ne vem koliko včera, ali je bilo tam normalno socialno. In vsi so bili pa narodni heroji, pa so pa še njo, mislim, da pobili, ker je bilo na narodni heroj. Ampak to so bili res, jaz sem pa tudi spoznal par Maslov, ko so k njemu hodili, ker če si bil pri njemu, si polno veliko spoznal, ko so bili pa odhajali, prihajali. Obenem je tudi tako knjigo, kjer so se gosti opisovali. Od Jovanke in Tita, pa Richard Barton, ne vem, Elizabeth Taylor, mislim, da ni bila, no, ampak drugače, pa vsi jugoslovanski, une tate mate, vsi so bili srečni, če so se te knjige, in to je tragedija, da nimate te v knjižnici teh stvari shranili. Ampak temu tudi ne bomo govorili, ker v resnici gre treba spomin. Se tudi pravijo, da spomin očeta je odvisno od sinova, ne. Tako da v tem smislu jaz tukaj funkcioniram kot substitut, kar po svoje meni bil kot drugi oče. Jaz sem bil malo preden sem blik z njim
No, je mogoče še zanimivo omeniti, ne, ker od Ukane 1 nastopa agent Alfa, če se spomnite, ne, agent Alfa. Ne. In zdaj, dejstvo je, da tone Svetina nikoli ni mogel odkriti, kdo je ta agent Alfa. Zakaj je pa vse roman naredil in to stavljal v petko dobro, da poznam, ki sem jaz rekel, urejal in dejstvo je, da tam piše agent za Klado, Blejstom. Skratka, v teh stvarih je meni dosti govoril tudi o vlaku z zakladom, ker bo Knizko jezero padlo in tako naprej, mislim. Obenem nam je pa tudi razkrival, veste, to je en vidik, da je bil on pisec vojne, ampak on je bil pisec miru, on je pisoval recimo čudovito v teh klaresu Zlatoroga, so noter trentarji, v kateri so kratke črtice, ne, kaj bi rekel, kjer opisuje, rekel, življenje v Trenti, pa življenje v Posoški krajini, opisuje po prvi svetovni vojni dosti ljudi, ki so se zatekli tam pred civilizacijo in so bolj živeli od tega, da so nabirali orožje, ostanke, železo, prodajali, postregali srnja. Potem tam opisuje pomenljivo usode srn, ko enkrat sneg pade, pa bolj zaledeni, pa bolj so tam umrle srne, ne, cela čreda pod enim smrekom, ko so razkrivke. Zanimive zgodbe, resnično. No, zdaj, kar se pa, mislim, kar zadeva pa te dva rokopisa, ne, za katerih smo v bistvu danes rekel za svečani sprejem donacije, ker to se je spomnila Maja Pupisa, ne, ker jaz sem Maji Pupis, namreč to ne meni te dva rokopisa dal, takrat pač še ko niso vedela, da pol kasneje se več njegove knjige niso več prodajali in tako naprej. Jaz sem bil na policiji in pa en dan sem si rekel, to imam knjig, pa da se mi kaj ne zgodi, bom dal rajš uspej, Maja Pupis, zvolna čuva. Pa se odločila, kaj se na tem zgodi. No, hoče reči, te dve zgodbi sta zelo zanimivi in še to bolj, ker ena je Otok naslov in govori o zgodovini Breda, od poganskih začetkov do danes. Tako da v tem smislu je fajn, da je to prva shranjeno, da za kogarkoli, ko bo to zanimalo, bo lahko malo pogledal. Obenem bodo lahko tudi videli ljudje, da pač Tone je imel srečo na začetku svoje kariere, ker narekovaje rečem, da je bil sam za to srečo. In si bil srečen svojo ženo, ne? On je bil to srečen, zelo zaljubljeno ženo. Ampak ta njegova žena je bila učiteljica slovenščine, ne? In to je bila tudi njegova sreča, ker konec koncev on je pač bil pripovednik, ampak je to bolj oralno, bi rekel, on je bil navajen ti svobodno pogovori po kaminu, pa večeš srno, ne, to je bil njegov način sporočanja, ne. Če bi ga snemal na video, bi bil fantastičen, sploh ne bi rado scenarijev, da sam nekaj lahko gleda. No, ampak zdaj teh njegovih tekstih pa pol se vidi, ne, da je pač treba mečkano prevekstrat vse skupaj, da postane to knjižbe zbirni. Kaj mu jaz načel zameril, pa sem tudi nekoč celo učitelj v časopisih. Pač, ker ko mu je pa žena žal umrla, ne, kar je bilo tudi delna verjetno posledica ravno vseh teh njegovih pol sovražnikov, ki se jih nabijal in je imel pol skosni pol psihološke vojne in druge vrste vojne, zdaj, da so jim mleko zastrupili ali psa zastrupili, nekaj in tako naprej. Jaz to tudi nisem verjel takrat, ko so mi govorili. Ampak ne izključujem tega dan danes, ko vidimo res, kaj se dogaja. Ne. Zdaj, druga knjiga je pa, rekel, njegova osebna spominja njegovega prvega psa, Bočjaka, in ki ga je, mislim, da je bil z njim tiste 2 leti, ko je takoj po vojni, on bil kot pripadnik KNOJ, ne, KNO, teh varovalnih enot, da je takrat bil tega psa in da sta skupaj našo mejo branila pred Italijani. Ne. Oni tudi v tistem času vse te zgodbe o Trentarjih, pa so to mogoče se izlučijo zapisali, ne vem, pa sem dovolil take rokopise. Je pa še en rokopis Trentarji, tretji, ki ga pa nismo še poklonili, ker me zanima, je to umisti, da sem z tega jaz te Trentarje napisal, je to drugi Trentarji.
mali tudi, ker njegova materialna dediščina je žal izhlapela v luft, kot te ekipi, ko pomenjata. Jaz vem, da on je tiste ekipe zelo dobro prodajal svoj čas tam, ko je živel, zelo dobro in to dostkrat so bili to kakšni nemški turisti, ki so se ustavili, da so zagledali, pa pol so se imeli, pa kupa ne zanimivo nemški, tudi čelade so bile nemške, polno orožje, kot je. No, v tem smislu, to ga je enkrat prebalalo, sino sta šla, pol zaradi teh tipov, veš, v etačni tip postal v Ameriko, ker častijo orožje, tam si to čisto drugače razumeli, kot tle pri nas. Zdaj, da je pa to lahko delajo, bilo pa zato, ko on je imel tesne zveze s policisti. In oni so mu pol odstopali, v bistvu se tisto orožje, ko so ga pobirali, uničeno, ne, se je bilo uničeno, da ni bilo več ravno, je dobil, ne. Mogoče za konec še eno anekdoto o teh njegovih zvezah s policisti, ne, ker je bil on prvotno je bil tudi sam policista, ne, zdaj pa reče, enkrat policist zmerno policista, ne. In tudi, kakor mi je govoril, je bil on še pač v socialistični Sloveniji, je bil on član neke tajnega sveta za narodno obrambo, narodno vojsko ali zaščito države, tako da, hoče reči, on je bil resno tekočen, pod enem je lahko že od 5 let naprej imel arhive, urgovske na voljo, da je lahko vse prebral. To mu je tudi Tito dalo, ker drugače pomeni na drugo stvar. To, da Tito je vse moral vedeti, te države, to je bojo, to ti dobro poznali. No, nekaj sem htio še povedati. Anekdoto. Pa ne o Titu. No, s Titom se nista dobro razumela, no. S Titom se nista dobro razumela. Mogoče sem pa spomnil, ko sem še pogovarjal, da se anekdota, se ni jaz bi recimo vas prosil, da kaj poveste, kar tako, kar vam pade na pamet še o njemu, bi rekel, za zapis, ne, za arhivsko. Z veseljem. Sam nimam toliko dobrega glasu kot vi. Vse se bo slišal, kako dobija, ne. Jaz ga poznam iz tistega vloga, ste že omenili, da smo se hodili po tako zvani park od Kraljeve vile, takrat so niti dvora, tistega namišenca, tako. To je bilo vse odprto. Enkrat sem nagrabil Tito to povedal, kako je bilo tam takrat tisto dobro. Zdaj pa pred leti je bila pa še celoka spodnja cesta ob jezeru zaprta in železne vrata zaklenjene. Kako je rekel, je to mogoče? Sem rekel, takrat mi bili ne zidulne vrat, ki ljudska oblast prišla, so pa visoke zidove postavili. Pa se kar sem pet začel, pa je unje vsa slovenska garda ima zraven. Maček, Marinko, še in še tekle. S njim sem imel kaj zgovarjati. To so ljudje, ki niso najdli. Mislim, on ni najdel jezika za njih, ker nismo čuli. Ja, Toni je bil takrat, meni se zdi, da mu je nekdo pomagal in si naredil Santolino, to se pravi, tam nekaj kajak, jesen, on se je gledal z Mlinga v Razkopališče, na Šverc, ne, da smo počali, oziroma jaz nisem, ker sem tako hotel delal kot lipo, ko sem imel zaston, ampak on je preslal v stilu, da robno zvona. Pa prepodoval še so nedvojno ena domačinka, zdaj že pokojna, je pa poslal iz Francije, ki je bil še nemški vojak, naproti letalskemu štircevnemu dobro flak, so kam verkanone. Gospod napisal, ne vejo še, kaj jih čaka. Ne gor, ker je on za kanone. Ni pasovke, ampak ni mu priko, da se kaj osedil. Je bil to prav možak, mene je dvakrat potegnil z osa, ker gotovi tisti aktivisti, so se šli partizani tam maja meseca, ala Leper, oče od tega slovitega pisatelja, ki snori Gerero, ki to je zgodbe partizanske. To ne, da se je dal vrat, to je bil Karl May za me, to ga ne moš z roke dati. Ala Švejk ali pa kaj tako, to so tisti ljudje, ki jih ljudje rad berijo, pa tudi če bi kol ne držali tistega. Če se imajo komu okoli zahvaliti v partizanih,
kar je napisan, da je to sigurno on zaslužil. Drugače pa, kot ste rekel, žena je mu enkratno. Torej, ne je razmerno nerodno, če kdo na obisk prišel, ker tam je smrdel. To je bil prst na glavo in bilo kar hotel. On je bil tudi šmiri okni, ne bo se nikoli bil reči, nič ne čudem, to je bil, veste, kakšen gentleman. Verjetno, ker bi nos vihal, ki je prišel, je pa poznal. Možakar, super, po vojni je bil partner na GG-jev, ne so ga po politični liniji nastavljen, ampak je držal kolektiv tok skrb, da je nekako za vsaka domačina dobro besedo najde, da se bo zaposlil. Zdaj nagledal skoraj nobenega domačina ni zaposlenega po uradnih. V Ljubljano se vozi z okoljskih krajev. Da je pa zato poskrbel, meni je enkrat vam potegnil za cvetno nedelo, da sem bandero nesel, ne, s cvetno. Tam pride dodovan in potem morate še dva zraven stopiti. In jaz sem bil tam, sem dal roko in sem nesel. In takrat sem bil na GG-ju v službi kot geodetski risar po partijski liniji, da mi moji službi vršiti. Tako on zamohal. Pojem je pa tak je mi napovedal, da sem rekel, hvala Bogu, da sem jih najdel in je ničkaj in to povedal. Tisti smo hujš, pa recimo, tudi Hitler ni sam pobiral, pa Tito tudi ni sam tam je tiste voljo otok naredil. Tisti izvajalci so koristili možnost, da jih noben ne kontrolira, so delali, kar so hoteli. To si pa dalo fajn skovarjati. Kot rečeno, on je bil možakar, to je škoda, ki je sina zapustil, oziroma ki sin ima nič njegovega, da se ga bojim srečati na cesti. Ampak taka je usoda, eden od najbolj poznanih bredcev praktično. Se si pa še kaj vmes spomni, če ne bo še kaj ostalo. Hvala. Meni se zdijo taka srečanja zanimivo, ni zaradi tega, ker smo se tisti tudi, ko ga srečujete, ste ga srečevali v živo in imate take pripovedi, potem tam ljudje skinevajo, tudi take zgodbe žal, skinevajo in je prav, da se jih pojame pravi čas. No, mi smo zelo veseli za ta dva rokopisa, ponosni smo, da jih lahko ohranimo. Seveda, eno od nalog knjižnice je, da hrani rokopise, knjige in tako dalje, zbira, hrani, ampak dolžnost knjižnice je tudi, da posreduje potem ta gradiva v javno dobro, v uporabo. Zato bomo mi, zdaj ne bom obljubljala časovnice, kdaj, kako in tako naprej, ampak zamislili smo si, da bomo dali te rokopise digitalizirati, to se pravi, da bodo dostopni potem vsem raziskovalcem, tistim, ki to želijo, in v doglednem času tudi pretipkati, ker rokopis se ga je treba navaditi brati. No, jaz sem probala, pa sem imela kar velike težave. Peter pravi... Če se neko ste mogli prebrati, meni pošljati. V redu bomo, hvala, super, ne? Ne se mu pa zmislil. En se mora, ne? Da ni več, ne? Če ne se šel izknjavo, pa sem rekel, da je to, ne? Ja. Tako da rabimo čas, rabimo seveda nekoga, ki bo sedel zraven in to prepisal, pretipkal, tako da bomo to probali narediti. Zdaj, kako bo za izdajo, eventualno prepisal, ko se pravi, to pomeni točno tako, kot piše, naš drugačne, lektorirane, spremenjene in tako dalje, pa recimo res tista neka bodočnost, za katero je treba pridobiti sredstva in to običajno malo traja. Ampak recimo, da je to nek tak cilj, in mislim, da je to tudi eno od teh poslanstev knjižnice, to se pravi zbira, hrani in potem posreduje, da je dostopna zadeva čim širšemu krogu ljudi. Oba rokopisa sta nastavljena tako vsak v eni vitrini, tudi je še nekaj fotografij, gospod Volk je prispeval 3, ponosni smo na vas. Se bom še kaj najdel, sigurno imam. No. Še to bom omenil, da je bil dober plezalc. Tako.
Mi smo na vezi s Jakom Čopom preplezala severno Triglavsko steno in severno steno Travnika. To, če gledate plemiško skakalnico, se nazaj obrnete tista vertikala, je Travnik. Na unu stran se da pride gor skozi kolesa, s te strani pa taka mahar. Nekaj pa mejhen je bil, ni ugodno, recimo, za plezati. Na kratek raztežaj, ne, za podjet. Seveda, če si Joža in zraven na vezi, ne bil problem. V eni od knjig je to nekje omenjen, pa nisem se s tem. Verjetno v steni. Zna biti, ja. Hotla sem jih dozvrče koga. Jaz sem bila taka generacija, ki sem hodila takrat, ko sem bil to. Ker je bil ona, ki ga je v službi. In mi smo pač v šoli razne spise mogli pisati. In tist, ki je bil kaj dober spis, je bil za nagrado k njemu povabljen. A ne, smo šli s tistim svojim spisom k njemu, dva, trije. Jaz se ga spomnim, da je bil zmeril v tisti zeleni obleki, jagrski, tisto lovsko obleko imel. In potem se je malo spraševal, pač v tisti temi smo pisali smo pa recimo opisovali smo oblek, opisovali smo pokljuko, bili smo mladi planici, hodili smo z Staretovo Marijo nas je dobila okol in ga imam zelo tako lepo spomnil. Lepo nas je pohvalil, pa še malo spodbudil, da ne še kaj napišemo. To je bilo tam lepo leta 60. Jaz sem bila po Ljubljani službi v bolnici in so ga en dan pripalak nam leta 93. Ste bila v Petru držaja? Ja. On je tam razlika med tistim letom 60, takrat se ga spomnim kot mladega, kot v tisti obleki pa tacga, pa pol na tistem vozičku, zarašen, tak je bil kar Robinson, lase, vrke, brada, vas je bil zarašen, tako, ležeč. Ja. Ampak mi smo ga v 2 mesecih spravili na novo. Toliko smo se z njim ukvarjali. Imeli smo enega krasnega fizioterapeuta Igorja, tako da smo ga zrihtali, uredili, potem se je pa Igor z njim tako najprej sebe, pa to, pa hod, dejansko je spodnik. Spalco, smo ga spravili. Kaj, pa je šel še enkrat ven? Ja, seveda, on je šel nas ven, ja. Je šel ven, pa polno umrl doma. Ja, to je bilo pa še leta, to je bilo 5 let pred tem. Ja, da se mnogo stalo bo. Ja, kasneje, on je šel še, od nas je šel še ven, zdaj, kako so pa pol za njega skrbeli, se pa ne vem. Mislim, da takrat nisem bila. Nekaj je padlo tudi na ledo, kaj je, pa se pogreko, da je to No, ampak je bil, sva se pol pogovarjala, sva se videla tudi kasneje, mislim, ker je, a ne, smo malo začeli po Blesk. Še je bil zelo vesel. Ja, on je recimo kupil zadnjo parcelo po Bleskem jezeru. Takrat, pol te splek, tisto kako galerijo postala. Tega zadnja bolna parcela. Se je čist po nasrečen narejena tista hiša. Noc sem je dal železo beton. Ja, grozno. Tako da v tem smislu res pa je, da tudi, ko ne bo več nobenega, ki se ga izpomnil, knjige bodo ostale. V tem smislu on si je že priboril svoj prostor v prihodnosti, ker kako zdaj ni nič in da ne vem, mogoče v Kano si še sposobila, mogoče kaj je. Ne vem, če si da gledala. Sigurno. Vsi sposojajo. Vem, da sem Nekaj čakal, navaja sem ni, Navaja, ampak tako da sigurno je bil on naš največji vojni pisatelj sploh. A je prevedeno v kakšen jezik? Ja, Ukana je prevedena in šla je v ruščini in v slovaščini. In zato ima tudi tako naklado, ne, Ukana je ena, je več kot 1,5 milijona izvodov. V Rusiji je bilo 900,000 število, recimo 200,000, na Slovaškem pa 400-500,000. Ampak to so samo Ukano ena prevedeli, pa še celo v Rusiji so jo menda
relativno imel on tudi dokaj te erotične, za tisti čas, pa za partizanske romane, ne, se pravi, je bil tudi kar, ne bom rekel napreden, dosti garan, kaj, v tem smislu. Jaz, ko sem pač moral tam pisati, razširitev sem se poglobil v Kano 1, in sem proučeval njegov slog, vse, kar sem moral nadaljevati v njegovem duhu, ne, ker je bilo mišljeno za Vulkano, ne, tako da v tem smislu ta moj prvi roman, to tudi nima veze s komet, ampak niti ne moraš šteti svoj lastni, zato ker pač sem se pač vzel njega za zgled in ne v tem smislu, ne, da moj lastni roman še nisem niti napisal, da sem čist pač kdor pozna Vulkano, njegovo, pa glede moja knjigo, vidi, da je skoraj čisti duh, ne, kot mi je uspelo. Isti duh in moram reči tudi dosti spet stil. Ja, no, seveda, kar sem proučil. Ta pripovedništvo, Ja, on ima eliptično pripovedovanje, ne. Tam ti veš, nekaj se bo zgodilo, pa se tisto ne zgodi, ampak glavni junak sedi, pa kadi cigareto, pa premišljuje, kako se je ti zgodilo, ne, ampak tako, ne, tako malo, nič sam enakomeren, linearni bog, ampak ima ta subjektivno vračanje, tako zelo čas, pa da v tem smislu je bil zelo izgledan in duhovit. Jaz bi rekel slava mu, ali slava mu, vsi smo lahko pojedni. Samo sadil na njegovem grobu. No, to je pa res lepo slišal. Hvala. Svečko prežgena kot kakšna rožca. So drugače društvo borcev, ali skrbi. Ja, za grob dejansko ne skrbi. Si velik ni treba. Ja, oni sam plačajo Ja. to, da se lahko položiti. Drugače, pokopališče je lepo urejeno, tako da ni zanemarjenih grobov, tudi tisk ne hodijo, kakšen sosed poskrbi, da se za vse svete pa tekmovanje, ne, več prežal, pa čez letkami. No, se če ne bi taki časi, kot so, bi tudi on bil verjetno naredil kakšno spominsko ploščo, še poleg vse na hiši njegovi je spominsko. Ni več. Ni več. A ja, ker je novi lastniki, ki so strano. Ja, lahko povem, sam sem bil zdaj, oziroma sem vsako leto kot podžupan na občnem zboru Zveze borcev, oziroma kakšen ime vrednote za eno ali nekaj takega. In moram reči, da je bilo pred parimi leti izpostavljeno, da so razočarani nad tem, ker ni več te njegove glave v bistvu gor na fasadi, tako je bilo na tem polkrožnem delu hiše. Pa moram reči, da sam tisti trenutek nisem niti opazil, čeprav že večkrat tam nim. In sem potem šel pogledati, res ni bilo, sem tudi kontaktiral sam osebno zdajšnjega lastnika hiše. Je rekel, da je pač, ko je obnavljal fasado, oziroma hišo in fasado, da je kontaktiral in občino in ne vem, mislim, da ta Zvezo borcev in še nekatere, če bi mu kdo kaj dal zraven obnove fasade, da bi mu pol pustil svetlo gore. In takrat, da ni bilo nobenega odziva, zdaj ne vem, zakaj je bilo pač taka reakcija, oziroma ni bilo reakcije z nobene strani, ampak potem se je celo zgodil, da sem jaz ga prosil, če lahko pridemo po ta kip, da bomo vsaj videli, kje je, da ne bo še to izginilo. In rekel, da pač ni problem, da čaka doma v garaži, in potem sem poslal nekoga iz infrastrukture pred, da so ta kip odpeljali na infrastrukturo. In zdaj naprej, mogoče samo ena anekdota, jaz to povem na občnem zboru na 7. pač leto kasneje, in to bo zdaj pred leti, kje je, in oni grejo pač predstavniki Zveze borcev pogled, kje je ta kip in kipa gor ni bilo. Kipa na podjetju infrastrukture ni bilo. In jaz sem res naredil takrat celo šaro od direktorja do zadnjega dol, kdo ga je šel iskat, naj se med sabo komunicirajo, kdo je bil to, oziroma kdo ga je očitno vzel. In na koncu so vsi rekli, oziroma vsak je rekel, jaz nisem bil tam, jaz nisem šel. K sreči je pa lastnik hiše, zdajšnji, fotografiral avto in pa človeka, ko so mu nalagali kip, ker je rekel, da vam jaz dokaz, da so res odpeljali, da me ne bodo enkrat, če kaj pozabije plačili, da jim ga nisem dal. In jaz kličem direktorja infrastrukture, sem rekel, prav direktorja, sem rekel, vprašaj tega in tega, ali je peljal
kip osvetljene stran. Je do njega, je rekel, zadaruje mi, da ni. Mu pošljem, rekel, zdaj peti pisarno, pa minuto počaki, mu pošljem skenirano fotografijo na mail in ga pokličem se, rekel, ker se zdaj dobil po mailu, sprintaj, pej še enkrat do iste osebe in še enkrat do iste vpraša. Pokličem nazaj, se je sam smejal, je rekel, lej, človek mi dobesedno laže. No in kip se je čudežno pojavil nazaj spet na tistem mestu, kjer naj bi bil prej v podjetju infrastruktura sama sebe. S tem, da ta človek je pa še mene klical in napadal, da kaj se je zmišljujem in kot da ga je on ukradel in ne vem kaj se je, nisem se rekel, se je ukradel, ampak kip Toneta Svetine ni tam, kjer bi mogel biti. Kako da ne, če je zdaj tam, so šli gledati in je bil res, je prej ga pa ni bilo. Tako da je bil čudež. Kako si pišel? Vulkana še vedno živi. Ja, to je Tonska. Tam bi mogel biti. Se o teh stvareh sploh ne bomo govorili, rač, pa bi bolj slabo spal, bi rekel, vse teh negativnih temačnih stvarih, ki se si tako dogajali. Čeprav Tone sigurno nima slabega namena, nikoli on je bil eden od najboljših ljudi, on bi vsakemu pomagal, mislim. Dobro, če bo treba, da je pa ustrelil, ne, ko je bila vojna. Pravi je. Ja, tako, toliko mogoče na ta večer o Tonetu Svetinu, zdaj, če ima kdo mogoče še kakšen dogodek spomin za podeliti. Kot vedno rečem, ne, malo pogledajte po svojih predalah, levo, desno in vse posod, nikoli se ne ve, kaj se skriva. S tem so mišljeni tudi tele predali v naših glavah, ne. So zelo zanimivi in zelo polni, malo težko potem vam pride, zlasti, če rečemo, da ne kdo kaj napiše, ne. Ampak kljub temu. Hvala vsem, zdaj pa mogoče še k drugemu delu današnjega večera, to je županov dar. Zdaj, Janez Fajfel, župan Bleda, dobi večkrat knjige in nam se zdi izredno dobra od njegova odločitev, da teh knjig nima po predalih in po policah občine, ampak jih podari knjižnici. Leta 2013 je bila prva taka donacija knjig, tam jih je bilo nekaj čez 50, letošnja je torej druga, jih je 33, pomeni pa, da so to knjige, ki jih sicer knjižnica več ali manj ne bi imela, ker do njih niti na nek način ne more priti, ne? To prinesejo tujci, prinesejo obiski, skratka, in je z tega vidika ta dar zanimiv. Mi ga seveda opišemo, vse te knjige se potem da tudi sposoditi, zdaj nekatere so v takih in drugačnih jezikih, ampak kljub temu slike govorijo svojo zgodbo in zdi se nam res dobra poteza, da župan ne drži to v nekih zaprtih komarah, kjer se nabira prah in skratka nimajo nobene vrednosti, pod nas pravzaprav zaživijo neko tako normalno knjižno življenje, to se pravi gredo med ljudi. Jaz sem pa malo pozem. Krasno. Ja. Tako da, ne vem, vas je župan po oblastu, tako da vam kar predajam še malo. Čist na kratko se opravičujem, ker pač ni mogel priti, ko sem že na začetku omenil. Ena šansa je zdaj na evropska sredstva, ni mogel biti danes v Bruslu, pač zadeva tukaj je bila planirana že prej in enostavno ni mogel priti. Prav so me je, da vas pač v njegovem imenu vse skupaj lepo pozdravim. Ker pa se samega tega daru tiče, pa točno tako, kot ste že povedali zdajle, njegova velika protokolarna darila in z naše strani tujcem so velikokrat knjige v Bledu in vse to, kar je pač zapisano, ker se najlažje nekdo potem najde oziroma pogleda, kaj nudimo oziroma kje prihajamo, kje živimo in tako naprej. Enako je pa velikokrat tudi nasprotne strani. Sam včasih v šali reče, da ima doma cel kup ene krame in noče pa imeti knjige med isto njegovo kramo protokolarna darila in darila raznih prijateljev, kolegov iz celega sveta, kar jih ima. In točno tako
kot ste omenili, te knjige tukaj zaživijo, zato se je odločil, da bo na vsake toliko časa, ko pač ena zbirka nastala oziroma kar nekaj teh komadov, da bo podaril vsem, ker če se bo odločil kaj od tega pogledati, prebrati, bo še zmeraj sem prišel, verjetno ne bo takega navala, da ne bi dobil. Po drugi strani pa je res na voljo vsem in rekel tukaj domačinom in ostalim, ki bi mogoče želeli kaj od tega. So pa res nekateri redki primerki, ne moreš jih dobiti, rekel, nekje v knjigarni ali pa kjerkoli, niti v knjižnici, in zato mogoče še toliko po svoje na taka večja vrednost. No. Tako da z veseljem poklanja to, bom rekel, vsem nam. Je pravzaprav knjižnica je od nas vseh, tako. Predvsem. Tako da hvala. S tem bi jaz pravzaprav ta uradni del nekako zaključila. Vabim vas, da si pogledate tako rokopise, oba rokopisa, kot tudi priložnostno razstavo del Toneta Svetina in pa seveda knjige, ki jih je tokrat podaril blejski župan. Bom rekla hvala še enkrat za obisk in seveda takoj povabilo na naslednjo četrtkovo srečanje, ki bo zelo zanimivo, čeprav tema čisto druga, ampak Primož Henk in zdravilne vode. To se pravi tudi vedno pove tudi o zdravilnih vodah teritorija, kjer se nahaja. Tako da